Razpolite, razpolite, zakrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po sremenih oblačnih in pograbah, telačni se od zmage do zmage naprej. Po sremenih oblačnih in pograbah, telačni se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrane, na slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrane, na slovenskem smo mi gospodar. Sleherni dogodek v zgodovini je sam po sebi popolnoma nevtralno dejstvo, ki za nas nima nikakršnega pomena, če mu ga sami ne določimo s svojim odnosom do njega. Ta odnos pa je njegovo vključevanje v sedanjost kot del odgovora, ki ga moramo izoblikovati na izzive sedanjega časa. To je tu z tega mesta. Spoštovane in spoštovani, cenjeni gostje, dragi pohodniki, leta 1992 povedal takratni slavnostni govornik dr. France Bučar. Naj vas z njegovimi besedami še pred pričetkom uradnega dela programa pozdravim in zaželim v Dražgošah prijetnega počutja. Predvsem pa prosim spoštovanja in dostojnosti do dogodkov, ki so krojili zgodovino slovenskega naroda pred 77 leti. Današnja slovesnost je že 62. po vrsti, s katero se jih spominjamo in skozi katero nas bodo vodile misli nekaterih slavnostnih govornikov preteklih desetletij. Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, krajevne organizacije Združenje borcev za vrednote NOB Dražgoše Rudno, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva Sever za Gorenjsko, Društva Tiger za Primorsko in Zveze koroških partizanov iz Celovca. Praporščakov poveljuje praporščak Srečo Pirman, nosilec praporja Cankarjevega bataljona. Na prizorišču je danes tu v Dražgošah skupno prisotno 150 praporjev. Stoj! Ukri! Poravnaj se! Mir, no! Nogi! Nož, na! Rož! Namest! Moj!
darovi mi trepelimo čaka dan. Dan polne sonce oni, prepiri sveta dotekla. Zgodovinsko sporočilo, Dražgoš, je pretresljivo, a jasno. Zasluži si globoko spoštovanje. Je neizmerno tragično zaradi zločinov, poboja nedolžnih civilnih oseb, razselitve preživelih, požgane vasi. In je neizmerno junaško, saj se je zgodil upor, na videz brezupen, v tedaj popolnoma pokorjeni Evropi. So besede slavnostnega govornika Boža Repeta iz leta 2013. Enako pomenljive so tudi tiste, ki jih je že leta 1997 tu na tem mestu izrekel Matjaž Kmecel. Tu se je v najhujših trenutkih, ko je bilo za tako imenovano Evropo treba zastaviti življenje, gradila Evropa. Lepo pozdravljeni, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dragi gostje. Poseben pozdrav tu v naši sredi tokrat namenjamo spoštovanim gostom. Predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Dejanu Židanu, prvemu predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu, ministrom Vlade Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora, predsedniku Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije dr. Titu Turnšku in še posebej častnemu predsedniku Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije Janezu Stanovniku. Županu občine Železniki magistru Antonu Luznarju, delegaciji Zveze koroških partizanov iz Celovca, delegaciji Vsedržavnega združenja partizanov Italije iz Videmske pokrajine, predstavnikom političnih strank, županom ter vsem ostalim cenjenim gostom in prisotnim, še posebej pohodnikom, ki vas je danes pot v Dražgoše pripeljala iz različnih smeri. Prišli ste tudi tisti, ki ste prehodili najdaljša dva jubilejna pohoda s Pasje ravni in Železnikov preko Ratitovca v Dražgoše. Dobrodošli vsi! Dovolite, da k pozdravnemu nagovoru uvodoma povabim predsednika organizacijskega komiteja dražgoških prireditev, generalmajorja Ladislava Lipiča. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani ministri, ministrica, poslanci Državnega zbora in spoštovani vsi prisotni, ki ste se danes v tem lepem vremenu udeležili tega tradicionalnega 62.
pohoda. Pozdravljam vas v imenu organizacijskega komiteja za pripravo letošnje slovesnosti in tudi v imenu vseh, ki v teh pripravah sodelujejo na kakršenkoli način in tako ohranjajo spomin na največjo izbojevano moralno zmago, zmago nad vdanostjo v usodo, zmago zaupanja vase in zmago odgovornosti za prihodnost lastnega naroda. Na naših tleh se je med drugo svetovno vojno bil narodno-osvobodilni boj, ker je slovenski narodni duh in uporništvo slovenskega naroda prepoznalo grožnjo evropski in svetovni civilizaciji. Zato smo ponosni, da smo bili na strani zmagovite koalicije, ki je premagala največje zlo takratnega časa, fašizem in nacizem, in da so z nami predstavniki različnih organizacij in združenj, ki bodo s položitvijo vencev izrazili zahvalo vsem žrtvam, padlim za svobodo slovenskega in seveda tudi vseh evropskih narodov. Spoštovani, naj zaključim svoj pozdravni nagovor z besedami Edvarda Kocbeka, zapisanimi leta 1943 v njegovi listini o tistem času velikih odločitev, ki kaže tudi njegovo vizionarstvo. Navajam: vse to bo za zanamce nepojmljivo in izgubljeno. Naša strašna vera jim bo nepojmljiva. Nihče ne bo mogel sprejeti našega brezpogojnega upanja in goreče ljubezni. Kdo najpoznejšim umirjenim rodovom in od civilizacije razvajanim ljudem razloži drznost, ki smo od nje gnani skočili v nevarnosti, o katerih se nam v prejšnjem življenju ni niti sanjalo? Kdo bo razumel, da smo resnično naplavili križ nad preteklostjo in se vrgli prihodnosti v naročje, da smo zapustili vse in se posvetili eni sami stvari, skupni svobodi? Kdo bo razumel, da je bilo tiste dni za nas vse na kocki, prav vse in prav zares? Konec navedka. In ob koncu minulega stoletja smo takšno dejanje ponovno doživeli. Ponovno smo se vrgli prihodnosti v naročje, ne da bi vedeli, kaj nas čaka, in smo s tem sklenili zgodovinski lok uporništva in si priborili svojo lastno, samostojno državo. Zato naj ne bo nikoli pozabljeno in hvala vam, da ste danes spet z nami. Srečno, Slovenija! Lepa hvala predsedniku organizacijskega komiteja prireditve, generalmajorju Ladislavu Lepiču. Sedaj pa se s polaganjem vencev tiho spomnimo žrtev Dražgoške bitke, 9 partizanov ter 41 nedolžnih domačinov. Borut Pahor. Položile tudi delegacije. Delegacija krajevne skupnosti Dražgoše Rudno. Delegacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković z delegacijo. Delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka.
Delegacija Zveze koroških partizanov. Delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Ajdovščina Vipava. Delegacija društva Tiger Primorske. Delegacija stranke Alenke Bratušek. Delegacija območne organizacije socialnih demokratov Škofja Loka. Delegacija Levice. In delegacija Socialistične partije Slovenije. Puške smo zgrabili i gozdove z doma šli. Ko sovražnik naš je hotel, da bi sužnji bili mi. Ko sovražnik naš je hotel, da bi sužnji bili mi. Partizanski prvi streli, narodni upor budi. Vraćamo tako fašistom, zastorjeno nam gorji. Vraćamo tako fašistom, zastorjeno nam gorji. Žrtev mi se ne bojimo, koordinatno udarjamo. Saj prežiti smo zavistjo, da svobodo stvarjamo. Saj prežiti smo zavistjo, da svobodo stvarjamo. Jutri gremo na bar, glej kako globoko je nebo. I gremo na bar, snikneš bili vrat, razli se v temo, razli se v temo. Vite po tepuh, podaj nam roko, mesec ledu, hitreje za nami. Mi gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Vite po tepuh, podaj nam roko, mesec lenut, hitreje za nami. Mi gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Zvizde že nam žari, nam razsvetljujejo temno, že zvezde žari. In v očeh gre, in mesec nad njo, in mesec nad njo. Veter pod tepuh, podaj nam roko, mesec lenut, hitreje za nami. Mi gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Veter pod tepuh, podaj nam roko, mesec lenut, hitreje za nami. Mi gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Spoštovani
spoštovane in spoštovani, besedi vabim slavnostnega govornika, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Dejana Židana. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, drugi visoki gostje, spoštovani predstavniki Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, drugih veteranskih in domoljubnih organizacij, tovarišice in tovariši, pohodniki, borki in borce narodno-osvobodilnega boja, dragi Dražgošanke in Dražgošani, drage Slovenke in dragi Slovenci. Zbrali smo se, kot že mnogokrat do sedaj, v tem kraju starodavnega slovanskega imena pod mogočno Jelovico, da obudimo spomin na gorenjsko množično vstajo po zimi 1941 in 1942 ter podoživimo bridko človeško tragedijo Dražgoške bitke. Da izkažemo borkam in borcem narodno-osvobodilnega boja hvaležnost za mir in svobodo, ki jo danes uživamo. Da se poklonimo padlim partizanom ter dražgoškim in drugim žrtvam, ki so nosili največje breme tistih zloveščih let minulega stoletja. Te kraje, skritke ozke doline in posejane na sončnih terasastih pobočjih, že 800 let naseljujejo ljudje, ki sta igranje za vsakdanji kruh in globoka vernost skozi stoletja oblikovali uklene in zavedne Gorence. Septembra 1941 je bilo odločeno, da bo prvo osvobojeno ozemlje Slovenije na Gorenskem. Predvsem zato, ker se je v letu 1941 osvobodilna fronta hitro razvijala, ker so poročila o razmerah nemške vojske na Gorenskem nakazovala znake nezadovoljstva in ker se je med ljudmi širil strah pred nasiljem in izseljevanjem. Vojaško vstajo naj bi vodil 5. avgusta ustanovljeni Cankarjev bataljon, politično pa osvobodilna fronta. Med pripravo na vstajo je Cankarjev bataljon 12. decembra 1941 v rovtu nad Selško dolino presenetil vod nemških policistov in ga v kratkem boju premagal. Padlo je 45 nemških policistov. To je bilo za tiste čase nezaslišno dejanje in hud udarec nemškim okupacijskim silam. Vesti o porazu so odmevale vse do Berlina. Zmaga je med ljudmi sprožila val navdušenja, ovrgla je mit o nemški premoči in nepremagljivosti. Vodstvo Cankarjevega bataljona je medtem že sprožilo množično vstajo. Ta naj bi ob domnevi, da se nemške sile zaradi poraza pred Moskvo umikajo in da bo Nemčija premagana najkasneje do maja 1942, povedla ljudi v boj za osvoboditev Gorenjske in Slovenije, saj ljudje so verjeli, da se bodo obranili pred ponemčenjem, selitvami, smrtjo, da jim ne bo več treba hoditi na dnino, tabar, kot reče v teh krajih. V roke so vzeli puške in orožje, ki ga je tu zapustila kraljeva jugoslovanska vojska in ga zbirali po zapuščenih utrdbah Rupnikove linije. Ljudje so se množično pridružili Cankarjevemu bataljonu, ki je kot takrat največja partizanska enota na Slovenskem dala uporu značaj osvobodilne vojne. Začeli so se napadi na nemške postojanke. Pogumni akciji je nekaj partizanov vdrlo tudi v škofjeloške zapore. Bili so prepričani, da bodo premagali in pregnali nemške sile. Do srede decembra se je oboroženi vstaji pridružilo okoli 660 borcev in bork. Med njimi je bilo največ kmetov in delavcev iz vasi, v kateri so divjali boji. Nemci so po masakru v Rovtu po ukazu iz Berlina začeli pripravljati maščevanje nad partizani in prebivalstvom.
kopičiti sveže sile in napadati Cankarjev bataljon ter vstajnike, ki so se na vrhovih pasje ravni 3 dni upirali napadalcem. Poveljstvo Cankarjevega bataljona je zaradi hudega mraza in visokega snega pred koncem leta sklenilo, da se umakne v strateško primernejši in lažje branljiv kraj za počitek in okrepitev borcev. Izbrali so Dražgoše, ker so ocenili, da imajo izredno lego za obrambo, zavarovan hrbet z jelovico in pregleden prostor pred vasjo. In tako so se utrujeni in premraženi borci Cankarjevega bataljona v hudi zimi na novega leta dan 1942 razmestili po dražgoših hišah in hlevih, v šoli, prosvetnem in sokolskem domu. Začelo se je 10-dnevno sprva zadržano in nezaupljivo sobivanje partizanov in vaščanov, navezovanje stikov in tkanje prijateljskih vezi med njimi. Niso pa premagali bojazni voščanov, kaj bo z njimi, če bodo Nemci vas napadli, kajti slutili so, da nenavadno ponovoletno zatišje v dolini ne obeta nič dobrega. Sledili so 9., 10. in 11. januar, ko je 14-krat močnejši okupator po 3 dneh silovitih bojev vdrl v Dražgoše. Izid spopada poznamo, enako tragično usodo Dražgoš in njenih prebivalcev, pa usodo voditeljev Dražgoške republike, saj sta še istega leta padla komandanta Stane Žagar in Jože Gregorčič, pa vzpone in padce narodno-osvobodilnega gibanja na Gorenjskem in po vsej Sloveniji do končne zmage. Pa potek druge svetovne vojne, kot spopada, ki je odločal o moralni in politični podobi sveta do današnjih dni. Drage Dražgoščanke, dragi Dražgošani, Dražgoše so pred vojno z 81 hišami in 444 prebivalci spadale med imenitnejše vasi. Dražgošani so bili kmetje, gozdni delavci, oglarji in vozniki, furmane. Zaradi njihove pridnosti, miroljubnosti je vladalo blagostanje. Vas je imela župnijo, cerkev, šolo, prosvetni in sokolski dom, več društev, igralski oder, gasilce, celo električno napeljavo in tovorno žičnico. Znamenitost Dražgoš je bila baročna cerkev iz 17. stoletja, ki je imela 4 pozlačene oltarje iz leta 1658. Poseben čar je dajalo vase rokodelstvo, ki mu skorajda ni bilo para. Stoletja so pridne in spretne roke gnetle in spletale medeni kruhek, mojstri pa izdelovali skodle. Za te kraje značilni zidani kozolci in drugi objekti pa so vasi dajali prvinskost, domačnost in toplino. Dražgoše so danes vas, podobno lepa svoje enkratnosti kot številne vasi po širni slovenski deželi. Pa vendarle je posebna. Pred 77 leti je bila požgana, razrušena, izravnana zemljo. Domačini pa, katerih predniki so stoletja obdelovali njena polja, če so niso omaknili s partizani ali pobegnili, so bili vrženi v ogenj, postreljeni, odpeljani v taborišča, razseljeni in pregnani. Uničenih je bilo 245 dražgoških stavb. Preživeli vaščani, ki so bili prej dobro opremljeni, so izgubili vse, kar so imeli. Odnesene so bile vse zaloge, odpeljanih je bilo 658 živali. Skratka, življenje v gorski vasi je zamrlo. Pa je res zamrlo. Nevidne roke so še naprej obdelovale dražgoška zapuščena polja ter vrtove in pobirale njihove plodove. Globoko v dolini je še dolgo odmeval presunljiv lajež pobeglih psov. Na zapuščenem pokopališču so vsa leta vojne brleli plameni spomina na mrtve. Po vojni je bilo celjenje dražgoških ran, tako kot ran celotne domovine, izredno počasno in boleče. Dediči žrtev, preživeli njihovi potomci, ste s pridnostjo svojih rok zgradili nove domove in domačije in si, tako kot delovni ljudje drugod po domovini, v drugačnih družbenih razmerah kot pred vojno ustvarili človeka vredno življenje.
Na novo ste postavili zgradbe javnega pomena in jim vdihnili dušo. Pa smo pri drugi posebnosti. Ni ga kraja na Slovenskem, ki bi glede na število prebivalcev premogel toliko spomenikov in spominskih znamen, kot jih imajo vaše Dražgoše. Kar 8 jih je. So pa tudi Dražgoše same po sebi spomenik. Pa še tretjo posebnost izkazujejo. Dražgoše so postale posvečeni in neposvečeni kraj romanja ljudi s čisto vestjo in občutjem krivde. Nekakšni univerzalni simbol slovenske razklanosti. Sleherni dogodek v zgodovini je sam po sebi popolnoma neutralno dejstvo, ki za nas nima nikakršnega pomena, če mu ga sami ne določimo svojim odnosom do njega. Je leta 1992 na tem mestu dejal dr. France Bučar. Tako so Dražgoše za nas, za večino, simbol pogumnega slovenskega človeka, ki je preživel in živi, čeprav je že od samih začetkov ujet viharje svetovne zgodovine. So tudi simbol trpenja in žrtev. Nekateri drugi pa jih razumejo drugače. Tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, naj so Dražgoše takšen ali drugačen simbol, je zgodovina vendarle zelo zgovorna, ko pravi, da je gorenjska vstaja kljub pomiku Cankarjevega bataljona dosegla, da je okupator evakuiral 23 orožniških postojank, kar je pomembno prispevalo k odložitvi uradne priključitve Gorenjske krajho, k odstopu od nadaljnega preseljevanja prebivalstva in k zamiku prisilne nemške mobilizacije na tem področju, ter je s tem rešila kar precej življenj, ki bi verjetno ugasnila kje druge na vzhodni fronti. Da je bila del velike drame, spopada, ki je zajel ves svet in da je skupaj z Dražgoško bitko zapisana kot največji dogodek narodno-osvobodilnega boja v letu 1942 na Slovenskem. In do primorske vseljudske vstaje 1943 tudi edina množična vstaja na Slovenskem. Dražgoška bitka je bila prvi spopad opornega ljudstva v okupirani Evropi, tako rekoč na tleh Tretjega rajha. Hitler je zaradi te bitke prvič v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh moral priznati, da obstaja organiziran vojaški odpor s podporo lokalnega prebivalstva in ga ni mogoče čez noč zatreti ter uničiti. In Dražgoška republika je prvo osvobojeno ozemlje za atributi ljudske oblasti na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Zato je Dražgoška bitka velika zgodba. Epopeja okupiranega ljudstva, ki se bori za svojo svobodo. Tovarišice, tovariše, o prihodu na ta kraj nas vedno prevzamejo močna čustva. Kot da bi nas izzivala, kaj bi ljudem, ki so na tem mestu za svobodno prihodnost našega naroda dali svoje življenje, želeli reči o sebi, o nas in o svetu, v katerem živimo danes. Upali smo, da je evropska zgodovina z 20. stoletjem izčrpala zalogo temačnega zla. A sodobne oblike fašizma ponovno po vsej Evropi dvigajo glave. Ta se ne kaže kot pobesnela zver. Ima človeški obraz. Vse bolj prefinjeno je zasidrano v naši družbeni realnosti. Standardi o tem, kaj je javno dopustno in sprejemljivo, vse bolj padajo. Soočamo se z napadi na temeljne človekove pravice. Zanemarjajo se moralna in civilizacijska načela, ki bi morala biti neomajna. Krepi se začaran krog sovraštva in agresije. Pod vzkliki domoljubja in izkoriščanja strahu pred različnim, pred drugim, se krepijo ksenofobija, rasizem in populizem. Zato je, tovarišice in tovariši, nujno v današnjem času izpostaviti vse, kar fašizem je. Grajenje kulta osebnosti, napadi na kritike, netenje strahu pred drugačnostjo, smešanje demokracije, spodnašanje avtoritete sodišč in države, zavračanje volilnih izidov,
zagovarjanje izbranega naroda, spreminjanje preteklosti in pisanje alternativne zgodovine. Zavračanjem teh idej se, dragi tovarišice in tovariši, mi, dediči vrednot protinacističnega in protifašističnega boja, skupaj še z redkimi pričami tistih tragičnih, a junaških časov, na današnji spominski slovesnosti skupaj poklanjamo vsem, ki so prispevali, da danes kot narod zmagovalcev živimo pod svobodnim soncem, da danes na slovenski zemlji govorimo slovensko. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Hvala lepa slavnostnemu govorniku, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Dejanu Židanu. Namenimo mu še en aplavz. Po tem osrednjem delu slovesnosti s prizorišča dogodka odhaja gardna enota Slovenske vojske skupaj z orkestrom Slovenske vojske in kvintetom policijskega orkestra. Pesem o svobodi, preko lobe govorim gozdov. Po vsem svetu sem zaplovil, na vse slovenskih plačenih domov. Da svoboda se že zbliža, kmalu bo sovražnih star, ti slovenska domovina, že pod svobodi je odpad. Da svoboda se že zbliža, kmalu bo sovražnih star, ti slovenska domovina, že pod svobodi je odpad. Prosta boš spet tako, domovina plačena. Tvoji smo sinovi, naše je življenje tvoje, ko pozoveš nas. Mati smo Slovenija, strpni so okovi, mi pripravljeni stojimo sredi čas. Dokler bo, ni končan, za ljubo, si v borbo za svobodo, za našo nam Slovenijo. Dokler bo, ni končan, za ljubo, večno naj živi svoboda in naša nam Slovenija. Dražgoše, ta veličastna zgodba o veliki moralni moči bodo, dokler bomo Slovenci. Ugasnile bodo šele, če bo usahnil slovenski rod. Dotlej pa naj mu kažejo pot, mu dajejo pogum, samozavest. Saša Vuga, tu na tem mestu 2016.
Vsi spomeniki. Vsi spomeniki v mestih, na vasi, skromen napis na gozdni jasi. Vsi spomeniki mi povedo, naši dedi so tu se nekoč bojevali, neznani junaki kot talci so pali, ker svoje zemlje niso izdali. Vsako drevo je pomnik nekih dni. Vsako drevo o nečem govori. Tisti le hrast, hud trdba je stal in je revnaka skrbno varoval. Tista le jelka, temna, košata, kurirki odprla, zelena je vrata. Tisti le bor, spomenik je postal, nekega dne tam kurirček je pal. Tista le breza je pesem sprejela, ki jo je četa pred jurišem pela. Dekle ne bodi žalostna, otri si solzo in pokoj. Naj rože ti v licih se spet razcveto, tvoj fant se vrnil bo. To so mladi partizani, neumorljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kot poslovnik leta mlada, poštevajo na ramah. Prav glasov prekreta mlada, ali ni prav nič strah. To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Nosil bom rdečo zvezdo in sovragu zrl v oči. Nosil bom rdečo zvezdo, nosil za svobodne dni. Nosil za očete dede, ki so dali svojo kri. Nosil za sinove vnuke, ki bodočnost jih rodi. Nosil bom rdečo zvezdo in sovragu zrl v oči. Nosil bom rdečo zvezdo, nosil za svobodne dni. Svatošizmu! Spoštovane in spoštovani, tovarišice in tovariši, pospremimo ob koncu slovesnosti s prizorišča praporščake, ki jim poveljuje praporščak Srečo Pirman. Cankarjevega bataljona, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Dražgoše Rudno, Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva Sever za Gorenjsko,
Društva Tiger Primorske in Zveze koroških partizanov iz Celovca. Hvala vsem za obisk, hvala sodelujočim v kulturnem programu, številnim organizacijam in prostovoljcem za trud pri pripravi slovesnosti in pohodov pod okriljem organizacijskega komiteja po stezah partizanske jelovice pri borčevski organizaciji Škofje Loke. Srečno na že 63. prireditvi prihodnje leto v leto 2020.